Lepo zdrav, dobrodošli v tokratni epizodi podcasta Inspiracija, že 12. po vrsti. Počasi se nizajo te epizode. Vesela sem, da sem se lotila tega izziva, da lahko izražam tisto, kar mi, bom rekla, leži na duši in obenem seveda z namero, da pomagam tudi vam, da vam pomagam pri lastnem opolnomočenju, da zaživite to, kar čutite v sebi, da je vaše, da ste vi, da začutite oziroma zaživite svoj pravi jaz, če rečem temu tako. In k temu vas lahko vodim preko lastnih izkušenj, znanja, ki sem si ga nabrala v zadnjih letih, v zadnjih 20 letih rečemo, ali pa skozi svoje celo življenje. Konec koncev rastemo celo življenje, odkar se rodimo, tako da ne bi omejevala osebne rasti na obdobje, čeprav se ponavadi osebna rast, bom rekla, bolj intenzivno dogaja takrat, ko smo v kakem, bom rekla, bolj temnem obdobju svojega življenja, bolj intenzivnem, bodisi, ko življenje nam pokaže zobe, če rečem temu tako, torej, ko se soočamo z izzivi, ki so nekaj novega za nas, ki zahtevajo od nas veliko moči, veliko srca, veliko poglabljanja vase, tako da vsako življenje pa seveda prinaša svoje izzive, svoje lepe stvari in tudi svoje plati, ki jih je treba še ozavestiti in kar nas potem seveda pripelje v to, da še globje čutimo sebe, da smo še bolj v stiku s sabo. Tako da življenje v bistvu dela za nas. Življenje ni proti nam, življenje je za nas. In ko to enkrat spoznamo, postane vse skupaj dosti lažje. No, tokratna tema, ki tudi zelo vpliva na osebno rast, vsaj pri meni je bilo tako, je javno nastopanje. Priznam, da sem se zadnja leta oddaljila od tega klasičnega javnega nastopanja z nekim namenom oziroma nekako je to naravno prišlo v moje življenje. En del je zagotovo ali pa razlog rojstva moje hčerke, rojstvo, ki me je zelo, ne bom rekla spremenilo, ampak še bolj približalo sebi, moji resnični biti. Zanimivo je, da se ne toliko spreminjamo, kolikor v bistvu odstiramo plasti sebe in prihajamo globje v sebe, odkrivamo, kdo v resnici smo, ne. In taki prelomni trenutki, kot so rojstva ali pa tudi, bom rekla, mogoče temnejši občutki, temnejša obdobja v našem življenju, nam v bistvu to pomagajo, da odstiramo te tančice tega programiranja, če rečem temu tako, ali pa nekih iluzij, ki smo si jih tekom življenja nabrali. Tako da tudi pri meni je bilo tako, kar se tiče nastopanja, ki ga danes čisto drugače doživljam. In priznam, da me niti ne vleče več toliko v to tradicionalno nastopanje na odru. To ne pomeni, da to ne bom več počela ali pa da to ne bo več del mojega življenja, mogoče na drugačen način, ker bolj čutim, da nekako prihaja ta čas tega resničnega povezovanja in čutenja te enosti, da smo v bistvu vsi enakovredni, da smo vsi tukaj zato, da vsak prispeva svojim delom sebe človeštvu. Ker si predstavljate, da bi vsak v svojem življenju res pridal delček tega, kar v resnici je, kako bi v bistvu lahko svet funkcioniral lepo, harmonično. Priznam, da jaz sem obsedena s tem, da želim, da bi vsi se imeli radi, da bi vsi funkcionirali v harmoniji, miru, v ljubezni. To je res moja želja in vem, da ne morem spremeniti sveta na tak način, ampak stremim vsaj v svojem življenju k temu in vem, da je ravno ta zavezanost osebni rasti in temu, da izboljšujemo sebe, v smislu, da prihajamo vse globje vase, vse globje v tisto našo resnično srčiko našega življenja, to ljubezen, ki jo imamo v sebi. Nekateri imenujete to mogoče, ne vem, Bog, višji jaz, povezano z vesoljem, lahko je to narava, tisto, kar vas povezuje z vami, ampak to je tista naša resnična bit. In preko javnega nastopanja sem si sama pridobila veliko teh izkušenj, ko sem stopala v ta stik
sama s sabo in nekako se soočala z različnimi občutki. In še danes, ko se srečujem z ljudmi, s katerimi delam na tem področju, večinoma jih zanimajo teme treme, strahov, ki se pojavljajo pri javnem nastopanju, ker vse ostalo, konec koncev, se lahko naučimo, znamo pripraviti vsebino več ali manj, to se da vse naučiti, priučiti, ampak tisti psihološki del nas, tisto, kar je zastrto v nas, tiste blokade, tiste ovire, ki se jih zavedamo, ali pa ne, no, odvisno, koliko smo že to ozaveščali, ampak to je tisto, kar nas v bistvu potem krepi pri javnem nastopanju in tudi sama se zelo rada na to nekako osredotočam, ker vidim, da je to en tak glavni, če rečem temu, problem oziroma izziv, ki ga ima večina, ko nastopa. Nekako verjamejo vase oziroma vejo v podzavesti, česa vse so sposobni, smo sposobni, ampak dostikrat se pa ne zavedamo, kaj nas pri tem ovira. Ali pa tudi obratno, ne? Nekateri se še ne zavedajo, dokler ne naletijo na ovire in jo premostijo, oviro premostijo in potem šele zaznajo, wow, to vse zmorem, ne? Tako da jaz zelo spodbujam ljudi k nastopanju, k izražanju, k tem, da pokažejo sebe, da se enostavno izrazijo. In pred 4-5 leti je nastal tečaj, spletni tečaj Izrazi se, tečaj komuniciranja in javnega nastopanja. In moram reči, da mi je bil to poseben izziv prav zato, ker običajno imamo težave, da iz teorije preidemo na prakso. Jaz sem pa ta tečaj v bistvu mogla v ta tečaj nekako oblikovati, nekako tako, da sem vse to, kar sem sprakticirala v zadnjih 20 letih svojega nastopanja ali pa še več, v prakso. Torej spraviti v neko strukturo, spraviti v neke teoretične, rečemo temu, koncepte. In to je bil velik izziv, ampak rečemo, da mi je do neke mere uspelo to. Vsaj tisti, ki ste bili že deležni tega tečaja, ste mi znali povedati, da vam je to tudi zelo pomagalo in da vam je bil tudi všeč ta koncept in struktura. Tako da še vedno ste vabljeni, seveda, da se prijavite na ta tečaj, ki vključuje tudi moje mentoriranje. Skratka, odločila sem se, da v tej epizodi podcasta z vami delim del tega tečaja, ki je namenjen ozaveščanju strahov in treme pri javnem nastopanju, torej najbolj te pereče teme, zato da mogoče tudi sami malo pri sebi pogledate, kaj je tisto, kaj so tisti največji strahovi, ki jih imate, ko razmišljate o javnem nastopanju. In boste ugotovili, da vas je mogoče dolga leta oviralo prepričanje, ki ga lahko danes mirno spustite. Kakšni so načini, različni so načini. Skratka, vabljeni torej, da si za začetek pogledate ta video in seveda z veseljem vas sprejmem, če boste želeli, da sem del vaše poti javnega nastopanja, oziroma če rečem temu danes tako, veliko ljudi se danes odloča, da svoje strasti, svoje interese ali pa ne toliko interese, ampak svoje strasti, tisto, kar radi počnejo, ali pa če rečemo temu svoje poslanstvo, da spravijo v neko, kako to predstaviti svetu. Torej, kako to zaviti bom rekla, v neko ponudbo, ali pa tudi rečem temu mogoče posel. Danes v časi, ko se zelo poslužujemo nekonvencionalnih načinov in ko je biti drugačen prednost, biti avtentičen, biti to, kar si, prednost. Tako da ne bojte se biti avtentični, ne bojte se pokazati svetu točno to, kar ste, ker točno to svet rabi. Tega ne pozabiti. Vsi smo unikatni, seveda si delimo lahko enake vrednote, delimo si verjetno enako željo, da bi svet naredili lepši, ampak vsak lahko to naredi na svoj način. Zato ne se bati, ne se primerjati, samo bodite to, kar ste. To je na koncu vse, kar šteje. Tako da srečno pri spoznavanju samega sebe in res upam, da vam bo ta video prišel prav.
pri tem. Kaj ponavadi počnete? Sedite v kotu in čakate, da vas mine strah, ali vstanete, skočite v vodo in plavate? Strah pred javnim nastopanjem je še vedno eden najpogostejših strahov pri ljudeh. Več kot 80% ljudi se boji javnega nastopanja. Strah pred javnim nastopanjem je lahko celo večji kot strah pred smrtjo. Marsikoga strah in trema ovirata do te mere, da si res ne upajo stopiti v ospredje in se izraziti. Ampak včasih se je potrebno samo nekoliko potruditi in preveriti pri sebi, kaj je tisto, česar se zares bojimo. In se soočiti s temi strahovi, sprejeti in preseči svoje negativna prepričanja, ki jih imamo v sebi in ki nas hromijo. Je lahko? Ne vedno, se pa splača vsaj poskusiti. Kaj sploh je trema? V splošnem bi lahko rekli, da gre pri tremi za obliko strahu in tesnobe, ki je povezana z dvomom in skrbjo o tem, ali bomo uspeli doseči želeno, oziroma ali bomo uspeli uspešno zaključiti dano nalogo, velikokrat pa gre tudi za negotovost oziroma strah pred odzivom drugih ljudi. Ljudje različno doživljajo tremo, se pa v splošnem kaže kot potenje, napetost, lahko se vam tresejo roke, srce začne hitrejše biti, tudi hitreje in pospešeno dihamo, rdečica se pojavi na obrazu, suha usta, pa tudi tresoč glas. Skratka, gre za splošno mišično napetost in tiščanje v želodcu ali prsih. V vsakem primeru gre za občutek, ki ni prijeten in ki bi se ga vsak želel znebiti. Kot že prej rečeno, se tega občutka verjetno ne boste v celoti znebili, lahko pa dosežete to, da vas trema ne bo ovirala do te mere, da bi vam preprečevala užitek na odru. Da lahko obvladamo tremo, je dobro poznati vzroke, ki pripeljajo do nje. Lahko bi rekli, da je trema zgolj vrh ledene gore, para, ki se dviga ob vročini vsebine, ki brbota spodaj. Predstavljajte si, da je v vas speči vulkan, da ste vi ta speči vulkan, ki je tik pred izbruhom in se aktivira vsakič, ko ste izpostavljeni, ko se začnete zares izražati. Velikokrat pri tem trčimo ob raznorazne strahove in prepričanja, ki ustvarjajo v nas ovire, da se ne izrazimo v celoti z vsem svojim potencialom. Za kakšne ovire oziroma strahove in prepričanja v ozadju pravzaprav gre? Eden od teh strahov je zagotovo strah pred osramotitvijo in zavrnitvijo. Ljudje si v glavi velikokrat rišemo negativne scenarije prihodnosti, za katere ni nujno, da se uresničijo. Večinoma nam povzročajo le nepotreben stres. Sprašujemo se, kaj pa če? Bojimo se, da se nam bo zgodilo to ali ono, da se bomo recimo spotaknili na odru, da bomo pozabili besedilo, da ne bomo dovolj zanimivi, da se nam bodo posmehovali. Bojimo se tudi, kakšno mnenje si bodo drugi ustvarili v nas, ali nas bodo kritizirali. Večni stavek v naših glavah, za katerega pravijo, da je uničil največ sanj, je, kaj bodo pa drugi rekli. Dejstvo je, da bodo ljudje vedno kaj rekli, vedno kaj pokomentirali, skritizirali. Vprašanje je, zakaj vas to skrbi? Konec koncev, vsi smo unikati. In zakaj bi vas skrbelo, ali ste nekomu všeč ali ne? Važno je, da ste všeč sebi. Poleg tega se ponavadi zavedamo, da ima tako okolica, kot tudi mi sami, določene zahteve, želje in pričakovanja, za katere se bojimo, da jih ne bomo zmogli izpolniti in se sprašujemo, ali bom zmogel oziroma ali bom zmogla. To nam lahko povzroči veliko negotovosti in stresa. So pa tudi ljudje, ki se preprosto bojijo prevelike pozornosti. Na odru so v središču pozornosti in seveda dobijo občutek, da vsi strmijo vanje, kar je na nek način res, ampak nekatere to dejstvo navda z živčnostjo in nemirom. Trema je odvisna tudi od tega, koliko pomembnosti dajemo nekemu dogodku. Večjo pomembnost, kot mu pripisujemo, večja je trema in obratno. Seveda gre tu za subjektivno pomembnost. Ljudje različnim dogodkom dajemo različen pomen. Nekateri lažje nastopajo pred množico ljudi, nekateri pa bolj v manjših, zaprtih skupinah. Na tremo pa vpliva tudi naša samozavest. Bolj ko smo samozavestni v svojem življenju, manj treme občutimo, ker seveda samozavestni ljudje bolj verjamejo vase. Če nismo dovolj samozavestni, če nam primanjkuje vere vase, je naša trema pred nastopom zagotovo večja in obstaja tudi večja verjetnost, da bodo naše roke bolj tresoče, glas hripav in neodločen, drža pa sključena. Vedno je dobro, da smo do neke mere samokritični, da znamo pogledati svoje napake in svoje pomanjkljivosti, da jih ne zanikamo, ker jih samo na tak način lahko odpravimo in se tudi izboljšamo.
A velikokrat lahko pretirana samokritika vodi v samoobtoževanje, kar pa vsekakor ni zdravo in tremo še povečuje. Zato bodite pozorni, da tukaj ne boste prestopili meje. Vi bodite tisti, ki sebe najbolj podpirate. Objektivno seveda poglejte, katere stvari še lahko izboljšate pri sebi, ampak se nikoli ne pozabite tudi pohvaliti po vsakem nastopu. Vedno lahko najdete kaj dobrega. Enako velja za perfekcionizem. Nekateri so nagnjeni k pretiranemu perfekcionizmu. Vedno hočejo, da je vse na svojem mestu, da nastop speljejo brez napak, da ni nobenih odklonov, da gre vse po planu, da vse stoji na svojem mestu, pa vemo, da v realnosti ni vedno tako. Pa ne zato, ker vi ne bi bili dovolj dobri, ampak predvsem zato, ker so v vaš nastop vedno vključeni tudi drugi faktorji, na katere ponavadi ne morete vplivati. Zato se vam ni treba obremenjevati zaradi tega. Perfekcionizmu nas ponavadi vodi misel, nikoli nisem dovolj dober ali dobra. V osnovi ne verjamemo, da smo dovolj dobri, zato skušamo kontrolirati situacijo in narediti vse perfektno. Nič ni narobe s tem, da stremimo k svoji odličnosti, ampak ne dovolimo, da nam ta pretirani perfekcionizem zleze pod kožo in da zaradi tega postanemo togi in da si uničimo to izkušnjo sproščenosti in užitka na odru. Nič ni narobe, če nismo popolni. Konec koncev, kaj pa sploh je popolnost? Velikokrat se bojimo tudi neznanih situacij. Situacij, v katerih se prvič znajdemo in ki zato v nas prebujajo negotovost. Bolj ko je neka situacija nova, večjo negotovost ponavadi čutimo, ker nismo prepričani, ali nam bo uspelo, ker še nismo bili v tovrstnih situacijah. Verjetno ste imeli pri nastopanju že kdaj kakšno negativno izkušnjo, ko se vam je zgodilo kaj neprijetnega in nastop ni uspel tako, kot ste si želeli. Te negativne izkušnje nosite v sebi in se nanje spomnite vsakič, ko spet stopite na oder. Trema pa se zato začne stopnjevati, ker se bojite, da se vam bo izkušnja ponovila. No, če boste predolgo o tem razmišljali, se zna zgoditi, da bo to res, ampak večinoma so to spet samo negativne projekcije prihodnosti. Če se vam je nekaj zgodilo v preteklosti, še ne pomeni, da se vam bo tudi v prihodnosti. Ste v drugačni situaciji, lahko odreagirate drugače, imate to sposobnost, imate to moč. Samo sproščeno poglejte na celotno situacijo. In tudi, če ne bo šlo vse kot po maslu, nič za to, lahko se znajdete, zaupajte si. Mnogokrat premalo poudarjen je pomen zastavitve cilja, ki aktivira vse ustvarjalne sile v njegovo uresničitev. Paziti je potrebno le, da si na poti do končnega cilja postavimo manjše realne cilje, ki nam dajo ta občutek uspešnosti. Samo na tak način bomo lahko tremo obvladali. In ne nazadnje prijadramo do najpomembnejšega faktorja, s katerim lahko omilimo tremo, pripravljenost. Pripravljenost je tista, ki bo vplivala na to, kolikšna bo vaša trema. Če se torej na nastop dobro pripravite, je manjša verjetnost, da boste občutili tremo, kot če se na nastop ne pripravite. V tem primeru boste imeli v glavi 100 scenarijev, kaj gre lahko narobe, saj niste prepričani v svoj nastop, v to, kar boste povedali, kako boste uporabljali telesno govorico, svoj glas, govor, in ker se po vsej verjetnosti niste uspeli psihično in telesno sprostiti. Temu primeren je ponavadi tudi končni rezultat. Zato nikoli ne pozabite na pripravo. S tem ste opravili že polovico nastopa. Ko govorimo o tremi, ponavadi najprej pomislimo na njene negativne učinke. Pozabljamo pa, da je lahko trema tudi nekaj pozitivnega, če jo seveda uporabimo kot motivacijo, da iz sebe izvabimo svoje najboljše sposobnosti. Trema je pravzaprav odziv na grožnjo, fizično ali čustveno oziroma psihološko. Grožnja je lahko resnična ali namišljena. Percepcija posameznika pa je tista, ki sproži stresni odziv. Aktivira se avtonomni živčni sistem in sprostijo se kortizol, adrenalin in tudi drugi hormoni, ki povzročijo povečan srčni utrip, pospešeno dihanje in tudi visok krvni tlak. Kri je iz notranjih organov preusmerjena v dele telesa, ki povzročijo, da se telo odzove na stres. Temu pravimo tako imenovani boj ali beg odziv. Včasih se v nekaterih situacijah res počutimo ogroženi, ampak takrat nam ni potrebno pobegniti, pa tudi se nam ni treba bojevati s komerkoli zunaj sebe. Ponavadi gre za boj znotraj nas, z našimi čustvi, z našimi občutki. Ampak takrat pa lahko tudi ugotovite, da se vam v tem trenutku, v tem stanju tudi dvigne koncentracija uma in hkrati postanete bolj budni. In ker postanete bolj budni, postanete tudi bolj učinkoviti. Zato uporabite to silo adrenalina, da jo vnesete v svoj nastop in ste samo še bolj učinkoviti na tak način. Se pravi, ohranite svoj fokus.
Spomnim se udeleženca ene izmed svojih delavnic, ki je rekel, da je ponavadi najboljši pri nastopanju takrat, ko enostavno gre v akcijo, ko se prepusti trenutku. Pa veste zakaj? Zato, ker takrat ljudje ne vklapljamo brbljanja svojega uma, ki si ponavadi izmišlja 101 scenarij, kaj bi se lahko zgodilo, vse, kar bi šlo lahko narobe. In takrat enostavno pride iz nas tisto, kar je v nas pristnega, kar je v nas naravnega. Seveda je tudi to veščina, ki se jo naučimo s časoma, večkrat, ko nastopamo, bolje obvladamo, gre pa predvsem tukaj za zaupanje vase. Vedno torej stremite k temu, da bo trema pozitivno vplivala na vas oziroma da bo še dodatno gorivo pri vašem nastopanju. V prvi vrsti pa sprejmite jo. Verjetno ste se že kdaj vprašali, ali lahko tremo odpravite zavedno. Sama velikokrat dobim ta vprašanja. Kot sem že večkrat poudarila v tem poglavju, obstajajo načini, kako tremo omiliti oziroma kako jo obvladati. Vsekakor bo trema vse manjša, večkrat, ko boste stopili na oder, pred mikrofon, pred ljudi, se boste pa verjetno težko znebili v popolnosti. In konec koncev niti ni smisel v tem, da se je popolnoma znebite, kot že rečeno, je lahko trema nekaj povsem pozitivnega. Sama sem že več kot 20 let na odru, pa se mi še vedno zgodi tik pred nastopom, tik preden stopim pred mikrofon na oder, da čutim rahlo vznemirjenje, rahlo skrb, a bo šlo vse v redu ali ne, pa tudi publika je ponavadi na trnih, preden se neka predstavitev, predstava, prireditev začne. In ko izrečem prvo besedo, ko naredim uvod, se potem počasi začne situacija sproščati in tudi trema ponavadi izgine. Če pa ste eden tistih, ki vam trema dela večje težave in se je nikakor ne morete znebiti, pa jo lahko uporabite kot ustvarjalno silo in pomoč pri osebni rasti. Preko treme in strahov, ki se vam zbujajo pri nastopanju, lahko veliko izveste o sebi. Trema vam pokaže, na katerih področjih ste šibki, katere osebnostne lastnosti zanemarjate ali pretirano poudarjate, ugotovite, katere strahove in prepričanja nosite v sebi in jih začnete presegati. Nastopanje se torej lahko prelevi v poligon. Jaz temu pravim kar poligon za osebnostno rast. Zato, ker ko ste na odru, takrat so žarometi obrnjeni v vas in takrat se osvetlijo tako vaše pozitivne kot negativne lastnosti. Vse bolj čutite spotencirano in to lahko uporabite, da se začnete opazovati, da začnete presegati svoje prepričanje, predsodke, ki se vam zbujajo o sebi, o drugih, o samem nastopanju. Vse te občutke lahko uporabite, skratka, da delate na sebi in da dejansko postanete najboljša verzija samega sebe. Kot že rečeno, pa lahko trema iz nas izvabi tudi ustvarjalnost. Ste že slišali za izraz ustvarjalni nemir? Gre za stanje večje telesne in duševne pripravljenosti, ko se telo in psiha pripravljata na izjemno situacijo in v ta namen aktivirata dodatne rezervne sile. In če znamo to stanje pravilno uporabiti, lahko izvabimo iz sebe večjo ustvarjalnost ali, kot kdaj pa kdaj radi rečemo, večjo iznajdljivost pri nastopanju. Sama sem to ustvarjalno silo pri tremi ponavadi uporabila takrat, ko sem bila vržena v kakšno nepredvidljivo situacijo. In dostikrat se mi je res zgodilo, da sem začela recimo za odrju, ko sem opazovala, kaj se dogaja na odru, dobivati ideje, kako bi lahko speljala neko stvar v tistem trenutku, glede na situacijo in dogajanje, ki sem ga skrbno opazovala. In moram reči, da sem velikokrat sama sebe zelo presenetila, kaj dejansko je šlo takrat skozi mene in kakšne ideje so padale, ki se jih verjetno ne bi v običajnem stanju spomnila. Ampak je bilo takrat potrebno, da sem se temu prepustila in da sem zaupala temu navdihu, da sem se predala in ne dovolila, da bi trema in da bi vsi ti strahovi ali pa prepričanja, joj, to pa ne bo šlo, da bi me enostavno to pogazilo ali kakorkoli, da bi klonila pod to težo. Takrat sem dala ponavadi vse od sebe. Naj še enkrat zaključim. Nič ni narobe, če imate tremo. Ni vam je treba zanikati. Pomembno je samo to, da jo znate obvladati, da ne bo ona obvladovala vas, predvsem pa ni vam treba dajati take pozornosti tremi, sploh pa ne sredi nastopa. Predvsem se vedno osredotočite na to, kaj želite doseči. Če želite, lahko svoje misli, izkušnje in spoznanja, ki so se vam porodila ob poslušanju te teme, delite z mano preko e-mail naslova erika.kralj@gmail.com. In se vidimo v naslednjem videu.